Ja, ko sem seveda jaz prebral, zdaj bom videl, da bo Darja imela svoj referat na podobno temo kot v bistvu jaz. Sem rekel, to se ne bo dobro končalo, ne? Ampak super, zaradi tega, ker kot je Diana rekla, v tem pogovoru sva si v bistvu kar nekako različna in pristopava do stvari iz različnega kota, ne. Se mi zdi, da bo to mogoče, je to na nek način produktivno, oziroma pač poslušati zdaj tvoje predavanje vsekakor bilo, ne. Tudi iz tega aspekta, da bom lahko ful stvari zdajle črtal, pa jih ne bom povedal, ker se tudi jaz referiram na ta znamenit njegov članek v gledališkem listu projekcija, Don Juana projekcija klasike sodobnosti. No, okej, jaz nekako poskušam, moja teza je, da poskušam govoriti o Dušanu Jovanoviću kot v bistvu prvem zaresnem konceptualnem gledališkem režiserju v Sloveniji. Najprej mogoče obrazložitev oziroma zamejitev te raziskave oziroma razsvetljave. To so seveda moji pogledi na delo Dušana Jovanovića, ki so opredeljeni z dejstvom, da sem tudi sam gledališki režiser, tudi sam profesor na akademiji in nekdanji njegov študent in kasnejši, drznem si reči, tudi prijatelj. Referiral se bom predvsem na predstave, ki jih v živo nikoli nisem videl in ki obsegajo obdobje od nekako študentskih uporov leta 1968 do, oziroma v Ljubljani zasedbe Filozofske fakultete leta 1971 v sklopu akcije Naše gibanje boj za socializem 26.5.2.6. do razpada Jugoslavije leta 1991. To je neko obdobje, ki je zamejeno z dvema fenomenoma, ne, približno leta 1969, sicer ta roman Don Juan na psu piše že dosti prej, po njegovih podatkih leta 1964-1965 v Rovinju, v eni sobici, ki zraven klamfa od staršev Videzej, klamfa na Remington, zraven v sosednji sobi pa Oskar Davičo, znamenit nadrealistični jugoslovanski pesnik in politik, piše hvalnice o tem sistemu, on pa piše o razpadu v bistvu tega sistema. Skratka, leta 1969 nekje pač izide ta roman, Don Juan na psu, leta 1991 pa je premiera Don Juana na psu z podnaslovom Fusnota pod parolo Zdrav duh v zdravem telesu. Torej, mislim, da par mesecev pred razpadom Jugoslavije. Zdaj, ta dva dogodka sta v bistvu reflektirati tudi po mojem eno zelo zanimivo in ključno dejstvo pri Dušanu Jovanoviću, ki je povezano z konceptom plemena. Gre za dvakrat izgubo, prvo izgubo plemena leta 1971 oziroma 1969, tu nekje, pač v tem obdobju, ko se konča izjemna izkušnja z Popiljo Ferkeverk, ki jo bo nekako skozi do neke mere ponovno iskal in obžaloval, iskal najprej v Gleju, kasneje v SMG-ju, kasneje pa na najrazličnejše načine tudi skozi delo s sodelavci in v institucionalnem gledališču. Iskanje plemena dostikrat v tem obdobju Dušan kompenzira s pristankom na Artojevsko ali celo Šeligovo
magično gledališče, ki prisega na neko novo moč posameznika, vstajenje individuuma versus skupnost in intenzivnejšim režijam in institucijam narodnih gledališčih. Leto 1991 zaznamuje, ko ponovi, on ponovi to, seveda, tega Don Juana na psu, mislim, ponovi, naredi iz njega dramo. Seveda izgubi drugič pleme. Zdaj, kaj mislim s tem, Dušan je po materi, seveda, Nemec, mati je, mislim, pač Nemka, Ema, oče je Srb in po 10 letih pride v Slovenijo in on se seveda nikoli izrecno ni identificiral z slovensko nacionalno identiteto. Zmeraj je nekako sebe opredeljeval kot Jugoslovana, kot nekoga, ki je vsaj bil pol tam in seveda v času razpada Jugoslavije se je to na nek način intenziviralo, kot je bilo zelo prezentno seveda ob njegovem prihodu, mislim, da je bil star nekih 10-11 let, in odločitvi seveda z materjo, ki je prišel v ta prostor, kjer so takratnim čefurjem govorili Bizantinci, bil je še rdečelas, pegast in to še na dodatni način v bistvu stigmatiziran, vsaj po vseh njegovih zapiskih. Torej, seveda, po eni strani gre za neke vrste, evo, imel sem prav, leta 1969 ta država je razpadla, vidite, Don Juan, po drugi strani je seveda, hkrati s tem nekim triumfom je seveda popolna dekonstrukcija, mislim, vprašanje njegove politične identitete, nacionalne identitete. Hkrati se pa zgodita dva zanimiva razkola. Razkol naprimer z Rudijem Šeligo, z nekim ki zamenja ki magičnost oziroma emancipacijo nenadoma podeli konceptu slovenske nacije, naprimer. Rudi Šeligo, on je, mislim, da Dušan, je kar njegove uprizoritve dram Rudija Šeligo so seveda signifikantne in leta 1973 Kdor skak, tisti hlap, prvo sodelovanje z Meto Hočevarjevo, potem 77 Čarovnica iz Gornje Davče, 81 Svatba, 87 slovenska savna. Ne vem, če še obstaja kakšen dramatik, ki bi ga večkrat uprizarjal Dušan. In seveda hkrati sledi znamenit razkol z Ljubišo Rističem, ki pod krinko, podobno kot Rudi Šeligo, ki pod krinko, mislim, magičnosti in emancipacije, Rudi, Ljubiša pa krinko jugoslovanstva in levičarstva pade v ljubezenski trikotnik in sendvič med Miro Markovič in Slobodanom Miloševićem. Razpreta se njegovi odtujeni identiteti, na eni strani srbstvo, na drugi strani slovenstvo in tisto, kar mu ostane, je subjektivna identiteta vrhunskega gledališkega režiserja. Obstaja seveda besedilo, kjer Dušan zelo eksplicitno pove pred seveda tem razpadom Jugoslavije, da je bilo njegovo, ali pa direkt po, ki seveda nekako tudi locira to svoje gledališko delovanje skozi iskanje tega izgubljenega plemena. Od oziroma Žaga že v bistvu, do potem Gleja, potem, kjer so nastale res fenomenalne predstave, SMG-ja, do v bistvu te neke individualnosti gledališkega režiserja, ki se ukvarja
s klasiko. V bistvu, ne. Se mi zdi ena taka zanimiva pot. Še nekaj je povezano z Don Juanom na psu in sicer nek koncept telesa. V romanu leta 1969 skozi pisanje čutimo, zaznavamo razpad mesa in telesa. Ne? Metafora se sicer vrine skozi kontekst, da šele retrogradno zaštekamo, da so družbeno-politična telesa in družbeno-politični organi tisto, o čemer v bistvu Dušan govori. Zanimivo, da je nekako, da bi ta sam roman deloval dosti bolj fizično in meseno, kot pa sama gledališka predstava, ki sem jo delno, kot bil sem v prvem letniku takrat gledališke režije, leta 1991, malce sem bil na 2-3 vajah, kjer seveda gledamo ta razpad telesa na drugi ravni. V posredovani mediatizirani obliki, belo, pobrito, nadzorovano, buto telo, seveda kdo drug kot Ratko Polič, v polni formi, sveto telo individuuma. Ja, mogoče za začetek, ne, ali pa tudi počas za konc. Ja, se mi zdi v bistvu, da seveda v tem sestavku bom poskušal pisati o Dušanu Jovanoviću skozi neka protislovja, ne, skozi neko dialektiko protislovij in na začetku obstaja ali pa skozi neke slike, slike, ki so povezane z gestusi njegovega življenja. Ne. Za začetek mogoče mislim, da definitivno ne o prvem škandalu, ampak definitivno o enem od bolj škandaloznih škandalov je seveda trenutek, ko besen igralec iz mestnega gledališča pride na akademijo pred Dušana in kriči, kdo je to predstavo režiral v MGL-ju in najde Dušana, študenta, in seveda Dušan bodi si ga seveda krene na njega in seveda ta igralec pade po stopnicah. Ne? In zato Dušan, ki sam rata profesor na akademiji, ne rata zaradi tega, ker bi diplomiral iz gledališke režije, ampak ker je diplomiral francoščino in angleščino že dosti prej. Ne? Ta isti lik se potem reprezentira v igralcu Knezu, v Tumorju, ne? Igrajo v Tumoru v glavi, ki pravi, ne, to je znamenit citat, mislim pač, ne, Aldo večkrat, ki smo to delali na akademiji, je omenil pizde in eksperimentirajo. Pizde eksperimentirajo, to je stavek od tega Kneza. Ne. No, zdaj seveda, ne, moj sestavek bo nek poizkus ujeti režijsko metodo oziroma kredo Dušana Jovanovića, ki se v tem obdobju od revolucije do revolucije izgrajuje oziroma izkazuje skozi določena dialektična nasprotja. Ne. Prvič med dramskim ustvarjanjem, torej pisavanje izvrsten dramatik že od leta 1963, kar smo že slišali danes večkrat, predstavljanje Bo norci, in režiranjem predstav, torej prakso gledališča. Naslednjič, med avantgardnim ustvarjanjem v umetniško-gledaliških plemenih in institucionalnih režijah. To je tako rekoč od samega začetka. On v bistvu že v 60-ih, leta 68, 67 začne režirati v Mariboru na klasična dela, potem v Celju, Gospodično Julijo in tako naprej. In malo kasneje šele v bistvu nastopi ta Pupilja. No, sicer je pa res, da hkrati seveda tudi ta študentsko aktualno gledališče. Ne.
Naslednjič, med teoretično refleksijo svojega gledališkega dela in gledališča, ne, to so razni zapisniki, uvodnih vaj, eseji, on je bil tudi znamenito poglavje, on je urednikoval Euromaske, mislim, to je bil eno veliko evropsko oziroma svetovno podjetje, akcija njegova, ne, skupaj z Klajčem. Torej, med teoretično refleksijo svojega gledališkega dela in gledališča na splošno in družbeno-kritično refleksijo in prakso. Torej, ti njegovi zapisi v sobotnih prilogah, te kolumne, eseji o družbeno-politični stvarnosti in seveda stvarna fizika, to pa nekaj, kar je seveda najbolj fantastično, ne, meni kot gledališkemu ustvarjalcu, kako je on prenesel analizo iz drame oziroma gledališča na politično stvarnost. On analizira obraze, geste, kostume politikov. Njegov esej o Drnovšku, naprimer, o soočenju, o klofuti Janeza Drobniča, se mi zdi, oziroma o tem, ko premaknil mikrofon. V bistvu, to so gestusi, ki jih on obravnava kot gledališki tekst in seveda pride do popolnoma iritantnih in zanimivih zaključkov. Do seveda tega, da je, to ni pač, mislim, na nobena skrivnost, da je on dejansko coachal politike, ne? Torej, Drnovška je coachal Evropa in coachal je Katarino Kresajo, LDS, ne? Jih učil stopanja, ne? No, naslednja napetost, recimo temu, ne, med klasiko oziroma, ne vem, nekim, to sem že rekel, no, med režijo Cankarja in režijo Rudija Šeliga, naprimer, ne. Jaz potem kasneje, to malo preskočil, nekako on v tem članku o projekcija klasike v sodobnost, zelo, ko začne govoriti o interpretaciji, ki je za njega osebna kvaliteta, projekcija je pa objektivno dejstvo. Torej, če čim rečemo, v bistvu, da je danes, naprimer, ko varstvo in ljubezen spet aktualno, ali pa Hlapci so spet aktualni, opravimo projekcijo, interpretacija je pa nek poseben odnos in postopek znotraj projekcije. V tej interpretaciji in pri teh postopkih posebej omenja Brehta in Artoja. In seveda, skozi Brehta in Artoja, skozi neko specifično, mislim, totalno razločevanje teh dveh konceptov, jih on poskuša razumeti skupaj. In to v bistvu takrat, kadar vpelje in koncepte Brehta in koncepte Artoja nekako skupaj, kadar jih zlije, se zgodijo njegove najbolj zanimive predstave. Najbolj zanimive in radikalne in prekretne predstave. Ne? Jaz seveda potem, ko skušam se dokopati do njegove metode, pridem do ene zelo zanimive ugotovitve, da je verjetno Dušan Ivanović, pri čemer je režiral po mojih podatkih samo enega Brehta, v Splitu Mati Korajžo, nisem našel enega. Prosim? Ja. Mislim, da ni drugega Brehta režiral, so njegovi eseji polni referenc na Brehta, na njegove postopke, levo, desno, gore, dole, ne samo to. Njegova dramska pisava in režijska pisava je izredno opredeljena z Brehtovim konceptom. Jaz seveda zdaj tukaj na hitrico namečem, ne, pač postopki distance, potujitvenega efekta, da naredimo, to je to, kar nam je domače, na tak način, da objekt lahko zremo s kritično distanco, z novo dioptrijo in novimi okvirji. On v tem eseju govori o tem, da seveda inaugurenca spreminjena sveta ni na gledališču, ampak je na svetu samem. Tisto, kar gledališče lahko naredi, je da novo optiko, nova očala, nov pogled na spremembo. To pomeni na nek način zaustavi čas, ki tako hitro drvi, ne, tako kot pravi Benjamin,
revolucija mogoče ni to, da sedemo na vlak, pa se odpeljemo z vso hitrostjo naprej, ampak da skočimo malo iz tega vlaka, pa uzremo, kam se ta vlak pelje in kam ta naša civilizacija drvi. Torej, po Jovanoviču, da publiki nadenemo očala in da jih upočasnimo, da imajo čas, zred in doumet skozi nove okvirje ta trenutek, točno to določeno modernost, v kateri smo. To je cel kup njegovih velikih predstavk o tem v eseju malo več. Ne. Potem, da ne govorimo o postopku montaže, fragmentacije, kolaža, epizodičnosti, rezov, prelomov. To je kot pri Brechtu seveda mogoče celo direktni link z dialektičnim konceptom, dadaističnim konceptom kolaža Johna Heartfielda, naprimer. Ne? In tu je mogoče nek link z 80-imi, ki se razprejo, ne, ko pri Dušanu včasih to pozabljamo, ampak razpre se gledališče Sestre Scipionasice, potem FAV gledališče, v bistvu s performansom, mediatizacijo, katero je pretena burgezija in tako naprej. Ne. Konfrontacija idej in pogledov, emancipacija gledalca, napad na koncept stabilne dramske osebe in dialoga, konstrukcija realnosti, da gledamo gledališče in realnost, ki kaže nase in opozarja, da je le konstrukt, ki bi lahko bil tudi drugačen. Ukvarjanje s pogledom gledalca, z gestusom. No. Ne bom šel v detajle, to več v eseju. Na drugi strani je pa Artaud, ki je zadušena predstavnika gledališča, ki osvobaja človeka civilizacijskih spon, morale, racionalnosti in umike, ter ga vrača v stanje prvobitne divjosti in moči. In Dušan je bil seveda točno to, na eni strani vrhunski in pronicljivi analitik dramske literature in seveda družbene stvarnosti, na drugi strani pa nekdo, ki je vsake toliko časa sebi in svojim predstavam dopuščal, da so zdrknile onkraj jezika in onkraj analize. In ti trenutki v njegovih predstavah, ki se to zgodi in dogajalo se v 70-ih, 80-ih, tako rekoč na tekočem traku, so neke izkušnje, ki jih doživljamo po eni strani analitično, racionalno, družbeno, kritično, politično, po drugi strani pa skozi jetra, skozi pretres očesnega aparata, čutnosti in tako. In seveda, meni se zdijo seveda Spletke in ljubezen, ko sem, kljub temu, da, to moram povedati, da ko sem videl Hlapce prvič po posnetku, sem naletel na Dušana, mislim, par ur potem in sem upadal v objem, to je bilo seveda, ne vem, 10 let nazaj, sem rekel, Dušan, fenomenalni Hlapci, on se ni pojma, o čem govorim. Sem mu rekel, to je zame dokaz, da lahko gledaš predstavo, ki ni samo dokument nekega prostora in časa, ki deluje v unem prostoru in času, ampak absolutno korespondirajo z sedanjikom, naprimer. Spletke in ljubezni niso posnete, ampak to je pa res, to, kar pravi Darja. Mislim, obstaja ogromno kritik te predstave, intervjujev, par fotografij samo, ampak po tem lahko res narediš neko določeno rekonstrukcijo predstave. In zame je to osrednja predstava Dušanovega opusa v tej izredno inteligentni dekonstrukciji samega materiala, trojni perspektivi, tem ne samo, da se tretji del odvrti od nazaj proti začetku, ne, ampak v bistvu tudi izraba tega scenskega, igralskega materiala, ki ga Dušan v tem tretjem delu, oziroma vseh treh delih uporablja. Ne. V bistvu ta tretji del je sestavljen iz dima, iz okruškov, iz razbitin nekega
ogledala z prvega dejanja oziroma neke originalne drame, ki smo mu priča v tem dialogu oziroma konfliktu med modernostjo, ki ne more biti totalna izkušnja, ne, in neko izgrajeno totalno sliko sveta. Zanimivo je, da ta predstava je izredno uspešna, ampak niti približno ne toliko iritantna, kot naprimer Hlapci, ne, ki so seveda iritirali na nekem drugem polju. Ne. Za mene je seveda isto Tit Andronik, ne, in seveda drama Tumor, ne, kjer je prišlo do tega zlitja, tega Tobreg principa, naprimer. Ne. Najbolj se pa to ločeno vidi res pri predstavah, ki jih režira po Cankarju, ko so za mene take tipične brechtijanske režije, ne, in pri režijah, naprimer Šeliga, kjer ta magičnost, naprimer, udira v ta sodobni svet individuuma. Na hitrico, ne. Ok, še česar bi se rad lotil Dušanovega režijskega koncepta skozi spektakelsko funkcijo koncepta prostora. Namreč on omenja ta transformator v tem svojem eseju, oziroma režijski koncept, govori, da v bistvu prava projekcija ni mogoča brez prostora, brez režijskega, scenografskega prostora, oziroma ambienta. Ne? In v tem smislu je ena fenomenalna linija, ki se pelje od spomenika G do serije sodelovanj z Meto Hočevar, torej Kdor skak tisti hlap, Pogovor v maternici Koroške Slovenke, Žrtve mode Bum Bum in Spletka in ljubezen, ki zavzemajo centralni del, ko v bistvu lahko dojemamo koncept spoj z sodobnostjo direkt skozi scenografsko, vizualni jezik. In potem, po mojem, še tri, seveda, Hlapci, naprimer s temi stopnicami, ki opredeljujejo Tit Andronik, ki smo tudi Darja govorila o tem zidom smrti, ne, neko specifično perspektivo dol, usod, ne, in Življenje je sen, leta 87, ki ga dela na Dubrovačkih letnih igrah, leta 87, ki je postavljen kot ozka, dolga tribuna za publiko, kjer v bistvu gledaš v bistvu spet eno stolp Minčeto, ne, Dubrovačko, in v bistvu, kjer igrajo po celi vertikali, kjer se tako kot Šerbedžija, ker se usede na ta motor in se dejansko zapelje okrog, tako Lečič pleza gor po tem stolpu, se prijema tistega in skratka, ko ta prostor postane neka metafora v bistvu te ječe z družbenega sistema, v katerem pač se je takrat živelo oziroma se je dojemalo. Ampak to je malo bolj kompleksna tema za tako zaključiti. Več, seveda, pač se je. Najlepša hvala.